Zdaj, gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni iz našega studia. Vstopili smo v mesec december, v katerem se bomo spominjali 30. obletnice slovenskega plebiscita in s tem nekako tudi vstopili v jubilejno leto, ki nas bo spomnilo na velike prelomne dogodke leta 1990 in 1991. Seveda bomo to obeleževali na različne načine. Kot zelo dragocen prispevek k obeleževanju pa lahko označimo knjigo, ki jo vidimo na naši mizi. Gre za knjigo, ki ima na prvi pogled naslov, ki nam morda ne pove veliko. Naslov knjige je Z lepilom na podplatih. In o tej knjigi se bova pogovarjala z njenim duhovnim očetom, lahko rečem, in tudi urednikom, ki je poskrbel, da je knjiga pravočasno izšla. To je naš stari znanec, ki ga ni treba posebej predstavljati, gospod dr. Ivan Štuhec. Lepo pozdravljen. Lep pozdrav tudi tebi, Aleš. Seveda pa bo pogovor, glede na to, da sva pri knjigi nekako oba sodelovala, potekal nekoliko drugače kot večina pogovorov, ne kot klasično vodeni pogovor, ampak se bova v vlogi izpraševalca in tistega, ki odgovarja, izmenjavala. Pa nam Ivan mogoče najprej pojasni, kaj pomeni ta naslov in kaj najdemo v knjigi, ki je najtesneje povezana s 30. obletnico plebiscita in vsemi dogodki, ki so sledili. Ja, najprej tudi z moje strani lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Torej, naslov Z lepilom na podplatih je nastal nekako v uredništvu Mohorjeve družbe. Tam so, mislim, da predvsem ženske steknile glave skupaj, pa so rekle, ne sme to biti zbornik, ne sme biti almanah, ne sme biti nič takega, mora dobiti eno simbolično ime in mislim, da je to simbolično ime zelo na mesto, ker s tem hočemo povedati, ne, da smo v 30 letih naredili marsikakšen korak, ampak na čevljih smo imeli lepilo starega sistema, starih družbenih navad, stare družbene klime in to lepilo se nam vleče vse do danes s seboj in zato naši koraki niso taki, kot bi bili ali pa kot bi lahko bili ali pa kot smo mnogi pričakovali, da bodo v smeri demokracije. Tako da to je recimo simboličen, metaforičen izraz za to, kar dejansko vsebina knjige je. Drugače pa na naslovnici imamo potem del slovenske pokrajine, Logarsko dolino, spodaj so slike iz časa slovenske osamosvojitve, se pravi vojne za slovensko državo in plebiscita in potem proslave. Kar se pa avtorjev tiče oziroma kar se vsebine celotne knjige tiče, pa bi jo nekako razdelil v bistvu na 3 dele. V prvem delu so avtorji predvsem bolj, bi rekel, načelnega značaja, tisti, ki so pristopili k zadevi bolj z ali zgodovinskega vidika ali pa tudi z nekega bolj filozofsko-kulturnega vidika. V drugem delu so avtorji predvsem se lotevali zelo konkretnih vprašanj. V tretjem, zadnjem delu pa smo posvetili dobršen del te knjige tudi Slovencem v izseljeništvu, v zamejstvu, skratka z vidika enotnega kulturnega prostora. Tako da vseh avtorjev je, mislim, da 22, če se ne motim, in zbornik je nastajal eno celo leto. Za uvodno razpravo pa smo prosili akademika Kosa, v tem smislu, da smo rekli, eno razpravo na začetku potrebujemo vsi, zato da bomo se nekako navezovali na tega glavnega avtorja, ki smo ga izpostavili kot tistega, ki bi nam naj izpostavil nekatere temeljne konceptualne probleme, ki jih vidi v teh 30 letih samostojne države. In kaj lahko preberemo v tej razpravi? V tej Kosovi razpravi je seveda več stvari, ampak tisto, kar bi morda jaz izpostavil, tudi bi to izpostavil z ozirom na to, kar si ti potem tudi o strankah pisal, je osnovna teza, ki jo Kos postavi, ta, da je v Sloveniji prišlo v času osamosvajanja nekako do dveh
trendov ali pa dveh stvari, ki sta morali najti potem neko kompromisno rešitev, zato da smo prišli do samostojne države. In sicer, po eni strani smo vsi doživljali ali pa bili nekako vedno bolj negativno razpoloženi do beograjske centralistične, tudi vedno bolj srbofilske politike. Se pravi, to je bil odpor do centralizma v takratnem Beogradu. Na drugi strani pa seveda je šlo tudi za prekinitev z komunističnim sistemom. In ker sta te dve stvari nekako sovpadale, je Kos postavil to izhodiščno tezo, da po eni strani je, se pravi, motivacija z enega vidika ali z drugega vidika ljudi gnala tako rekoč na plebiscit, hkrati pa je seveda Demos, ki je bil vsekakor iniciator vseh pobud za to, da smo prišli do samostojne Slovenije, imel na drugi strani seveda partijsko vodstvo, ki se je po nekem smislu tudi upiralo beograjskemu centralizmu, hkrati pa je seveda imelo močno lepilo na podplatih, zato da bi ohranilo seveda in oblast in nekako tudi pač to, kar so celo življenje tako rekoč počeli. Tako da se mi zdi, recimo, ta osnovna teza kaže dejansko na to, kar smo kasneje vsi avtori, ki smo v zborniku prisotni, pokazali. Eno je želja in potreba po tem, da gremo v demokratično pluralno družbo, drugo pa so ti ostanki socialistične in komunistične miselnosti, ki se nam vlečajo vse današnje dneve, in tu je Kos, se mi zdi, nastavil pravo tezo. Mislim, da je to osrednje vprašanje, koliko sta se ti dve želji po osamosvojitvi ali pa vse po večji suverenosti in po prelomu s komunističnim režimom sploh prekrivali, oziroma koliko gre tu za dve enaki skupini ljudi. Ja, mislim, da ne gre za dve enaki skupini v vsem, ne. Nekatere stvari so že, recimo, mi, ki nismo nikoli bili v partiji in ki nismo bili simpatizerji tega sistema, smo bili proti sistemu in hkrati smo bili proti beograjskemu centralizmu in srbski hegemoniji, Ampak pri komunistih, pa je bilo drugače, Tam je pa ta afekt do centralizma do neke mere seveda bil tudi negativno razpoložen. Vse v Sloveniji tudi lahko rečemo, da so šli tudi taki na plebiscit, zato ker so bili dejansko proti Beogradu. Hkrati so pa seveda ohranjali svoje pozicije komunistično-socialistične. Tako da, ja, v tem smislu se mi zdi ta osnovna teza nekako tisto, kar je eden izmed poudarkov, ki bi ga izpostavil glede Kosa. No, zdaj, če dovoliš, tako kot si prej napovedal, da se bova malo izmenjavala v vprašanjih, naslednji pomemben avtor, ki nekako da zgodovinski pregled v zborniku, je Stane Granda. In glede na to, da si ti tudi iz tega področja, iz področja zgodovine, kaj se tebi zdi recimo v Grandovem prispevku takega, za kar bi rekel, da je morda v celotni zgodovini prizadevanj za slovensko samostojnost nekaj, kar v uradni zgodovini še sploh ni priznano? Ja, torej to, kar je posebnost, pravzaprav tudi sicer razmišljanja Staneta Grande v okviru slovenske zgodovine, zlasti 20. stoletja, je njegov poudarek na tako imenovanem samoslovenstvu. Se pravi, mi smo doživeli v 20. stoletju pravzaprav neki čuden obrat kot posledico dogajanja med Prvo svetovno vojno, ko smo že dosegli visoko stopnjo narodnega razvoja v Habsburški monarhiji in potem naenkrat ni sledila samo menjava državnega in kulturnega okvira, ker je slovenska zgodovina vedno, tako tudi profesor Kos poudarja, težila bolj na severozahod, potem je pa naenkrat se obrnila leta 1918 na jugovzhod. Ampak ni šlo samo za to, ampak se je naenkrat pojavila ideja, ker so se Slovenci panično ustrašili
tega, da bi ostali sami z Nemci v Avstriji, so se začeli povezovati ne samo s Hrvati, kar je imelo dolgo tradicijo, ampak naenkrat je nastala ideja, da gre dejansko za isti narod, tako pri Slovencih kot Hrvatih in Srbih. Srbi pa dejansko do takrat ni bilo nobenih stikov in potem je slovenski narod nekako izpadel oziroma postal pleme v novi jugoslovanski državi. In uradno zgodovinopisje je to nekako, ali pa še vedno to sprejema kot nekaj normalnega in ne vidi tega, da je šlo za neko hipno odločitev, ki je v celoti slovenske zgodovine samo epizoda, pa lahko celo danes rečemo, da je bila ocena v veliki meri tudi napačna. In dr. Granda je eden redkih, ki pa išče ravno tiste posameznike, ki pa so temu vedno nasprotovali oziroma so vedno poudarjali, da je rešitev v samostojni Sloveniji. In tu potem izpostavlja nekatere osebnosti, kot je recimo dr. Lambert Ehrlich, pa pater Kazimir Zakrajšek in pa potem po drugi svetovni vojni zlasti Tržačan, Franc Jeza in pa nekateri emigranti. Tu sta Kos pa Granda sta tudi v tej tezi si tako rekoč identična, Ehrlich in pa naštevata dejansko enake ljudi. Tudi profesor Kos seveda poudarja, torej, da imamo po eni strani to južnoslovansko smer, po drugi strani pa to slovensko smer. In to se mi zdi zelo dragoceno, ker dejansko, seveda, če danes se večkrat tudi na kakih okroglih mirah se pojavi to vprašanje, zakaj pa pravzaprav sploh po prvi svetovni vojni Jugoslavija, če uporabimo izraz nekoga drugega, to za Slovence z zgodovinske perspektive nikoli ni bila intimna opcija. Ampak jaz mislim, da tu dejansko so bile opcije Slovencev zelo omejene, niso bili sami akterji. Ampak tisto, kar je mogoče narobe, je pa to, da se potem to odločitev, ki je nastala v nekih zgodovinskih okoliščinah, se je potem poskušalo prikazovati, kot da je od nekdaj bila previdnost. In tudi profesor Granda, po mojem mnenju, dobro pokaže, da to ni tako bilo tako. Recimo, Aleš, morda izpostaviš še posebej te Ehrlichove na nek način 3 variante, ki jih on zagovarja. Dejansko, torej, Ehrlich je bil malo megaloman, to je treba reči. Vendar glede na to, kakšen sloves je potem užival, je treba predvsem 2 stvari poudariti. Ehrlich kot korošec skrajnega roba slovenskega etničnega ozemlja, torej on se je pač odločil za slovenstvo, recimo njegov brat se je štel za Nemca. To je to treba povedati, to je res bil skrajni rob slovenskega etničnega ozemlja in on absolutno ni maral Nemcev, on je bil eden redkih, ki je zagovarjal celo prekinitev te zgodovinske navezave na Dunaj. Do Italijanov je bil mogoče malo bolj prizanesljiv, ampak njegova ideja je bila srednjeevropska konfederacija. Zdaj, tu so imeli pač 2 varianti, kako velika bi bila, ena res tista, ki bi vključevala, vse do Ukrajine. Ampak tisto, kar je za Slovenca nenavadno, je bila pa njegova ideja, da taka tvorba konfederacije bi imela središče v Sloveniji. Take samozavesti pri Slovencih običajno v zgodovini ni. No, potem je pa, če pa nobena od teh 2 večje in manjše srednjeevropske konfederacije ne bi uspela, je pa potem Ehrlich že preveril, da je edina rešitev samostojna država, ker je njegova izkušnja na pariški mirovni konferenci že leta 1919 bila, da smo Slovenci izviseli. Seveda Slovenci so šli takrat zelo velikimi pričakovanji, da bodo dobili tako kot vse, kar si bodo zaželeli na podlagi Wilsonovih 14 točk in potem so prišli dejansko z dolgim nosom, ker tako na zahodu kot na severu se je to mejno vprašanje rešilo proti njim. In Ehrlichovo spoznanje je bilo, da je to zaradi tega, ker niso nastopali kot samostojni subjekt, so bili kot del torej srbske oziroma
delegacije kraljevine SHS in on je videl v tem seveda dokaz, da je lahko subjekt samo tisti narod, ki ima svojo državo. Ja. In on kot res eden verjetno najgenialnejših ljudi v zgodovini slovenske znanosti tudi, je potem to domislil do konca. Ne. A ni zanimivo, da če pogledamo sedanjo konstelacijo v Evropi, ne, da se tako rekoč po tradiciji, po miselnosti, po problematiki, ne, se dejansko te države, ne, ki jih je Ehrlich videl nekako v tem svojem kontekstu, ne, se povezujejo znotraj sedanje Evropske skupnosti. Ja, ne. to je... Ta problem, Poljska, Madžarska, Slovenija, trenutno aktualen problem, odslikava na nek način to njegovo staro že idejo, ker je očitno zelo dobro razumel miselnost in kulturno ozadje vseh teh narodov. Ja, no, pa se to poudarja tudi profesor Kos, da naša usmeritev je srednjeevropska. Ja. In to jaz tudi mislim, da dejansko bo morala Srednja Evropa nastopati tudi bolj dolgoročno kot neki korektiv zgolj Evropski uniji. In to mislim, da ima profesor Kos prav, da jaz sem bolj skeptičen od njega do vloge Rusije, ampak vseeno, tudi tako nekje, kot je bila naloga Habsburške monarhije, da prepreči dominacijo Rusije ali Nemčije, ne, čeprav se je potem, ko je razpadla, se je pa oboje zgodilo. Mislim, da je to še vedno aktualno. Ne. In to je seveda Ehrlich razumel. Ja. On je bil seveda izrazito nenaklonjen Nemčiji, kot sem rekel, in obenem je bil seveda zlasti zaradi bolševizma tudi nenaklonjen Rusiji. In on je videl, da edina rešitev je taka Srednjeevropska konfederacija, ki jo recimo poskušal potem nekako tudi Otto von Habsburg za njo lobirati. Tudi med Hrvati so bile take ideje, ampak to seveda v pogojih po drugi svetovni vojni ni bilo izvedljivo. Okay. Tako. In potem seveda zelo pomemben prispevek v zborniku, ki nekako spet ponuja številne temeljne razmisleke, je tudi prispevek ustavnega sodnika dr. Klemna Jakliča. Kaj bi pa tukaj izpostavil? Ker v bistvu tudi ta prispevek ima dva dela, najprej govori na splošno o želji človeka po samovladi, kot on to imenuje, potem pa razmišlja o tem, koliko je Slovenija glede na trenutno stanje spoštovanja ustave sploh demokracija. To moram reči, da rabi zelo jasen ali pa celo oster besednjak. Tako. No, tisto, kar se mi zdi in kar si ti že obesedil, ne, je ta pojem samovladavina kot svobodna volja. Ne. In se mi zdi zanimivo, ne, nekako smo v našem prostoru običajno slišimo, ne, da človekove pravice pa vse to sega tako rekoč v francosko revolucijo. Ne. On na nek način to demantira, potem nekateri sežejo še potem do Aten, tudi to demantira, ker pokaže na relativnost atenske demokracije in gre nazaj dejansko na biblični vidik stvarjenja in na to, da tako rekoč judovska tradicija in krščanska, ki je šla iz judovske, zagovarja tezo človeka kot svobodno bitje, da mu Bog tega ni odvzel, da se človek torej svobodno odloča in ta vidik svobodne volje potem on prenese na nek način tudi v pravni red, v pravni sistem, to imenuje samovladavino kot svobodno voljo in pokaže na to težnjo tudi znotraj slovenske zgodovine na željo Slovencev od Karantanije pa vse do danes, kako smo si skušali to samo vladavino tudi uresničiti, udejaniti. Tu ne gre seveda samo za vprašanje neke ideje, neke pravne ali pa filozofske predpostavke, ampak v bistvu gre za vprašanje prakse, gre za uresničitev vsega tega. No in to smo potem seveda v najbolj konkretni obliki dosegli z slovensko samostojnostjo in z svojo novo ustavo, ki dejansko temelji na človekovih pravicah, ampak seveda tu se stvar niti približno ne konča, ampak tu se komaj začne, ne?
in potem on seveda kot ustavni sodnik tudi z dovolj veliko prakse na področju slovenskega pravosodja pokaže na vse pomanjkljivosti v našem pravosodnem sistemu in tudi seveda pokaže zopet na to, kje se pravosodni sistem lepi na stare, rečemo socialistično-komunistične paradigme, kako se nekateri tega ne morejo osvoboditi. In prvi vrsti, a pa posebej, se mi zdi tisto, kar je tudi on v tem prispevku izpostavil in kar on tudi na nek način kot ustavni sodnik vedno znova počne, je ta absolutna prioriteta človeka kot posameznika. In tudi to razumevanje prava, da pravo je v službi človeka posameznika, tudi do tistega, ki je recimo osumljen, ki je procesiran, ki je že na kateri stopnji bil obsojen, ampak še ni dokončno obsojen, in on zagovarja, da dokler človek, ki je nekaj storil, za kar je pač po kazenskem zakoniku obsojen, dokler ni prišel do zadnje instance, tako dolgo ne bi smel biti v zaporu. In to pokaže na koncu dejansko kot na enega največjih problemov, na katerega so tudi tuji ustavni pravniki upozorili v slovenskem sistemu. Da mi zapiramo ljudi, predno je proces recimo do kraja speljan. Na vse zadnje uvodnik v naš zbornik je napisal sedanji premier in vemo, da v primeru Patrie se je točno to zgodilo. In kaj se zdaj dogaja? Zdaj se dogaja, da mora država seveda plačevati odškodnine, ampak Jaklič pravi, da ti nekomu vzameš svobodo, tega ti ne moreš nikoli nadomestiti z denarjem ali z neko odškodnino. Tako da se mi zdi njegova razprava tako za razumevanje bistva pravne doktrine, ki je bistveno drugačna v slovenski ustavi, kot je bila pa recimo v prejšnjih ustavah, komunističnih in teh ustavah, ki so seveda pa ravno temeljile na kolektivistični ideji in na kolektivističnem principu, ne pa na človeku kot posamezniku. Tako da to se mi zdi recimo v njegovem prispevku ena od takih stvari, ki je zelo na mestu in ki pokaže na vso problematiko in na vso zapletenost. On tudi potem pove, da skuša pač svojim kolegom vedno znova te principe tudi razlagati. Pa še eno stvar bi morda izpostavil, kar se mi zdi, da je tudi zelo na mesto, če mi hočemo v bodoče zgraditi demokratično državo, potem bi morali v bistvu sistematično skrbeti za to, da bi nadarjene ljudi pošiljali na tuje univerze, da bi tam študirali pravo, se potem tako usposobljeni vrnili. In glede na to, da smo tako majhni, on problematizira tudi mandat ustavnih sodnikov, ki je omejen na 9 let in tu se kaže, dejansko se kaže, mi imamo med ustavnimi sodniki ljudi, ki tam nimajo kaj iskati, ker so nesposobljeni za to. In potem glasujejo po političnih preferencah in podobne neumnosti, kar se sploh ne bi smelo dogajati, najmanj pa na ustavnem sodišču. Tako da to je tudi eden od takih vidikov, ki ga on izpostavi. No, Aleš, prej, da se vrnem jaz zdaj zopet nazaj k tebi, ker smo govorila o zgodovini. Matija Ogrin, je tudi eden izmed avtorjev v tem zborniku in on seveda se predvsem ukvarja z problemom revolucije, žrtev revolucije, z vprašanjem, kako se je pravzaprav to grozovito zlo v Sloveniji sploh lahko zgodilo. In njegova teza je, da pravzaprav po osamosvojitvi smo prišli na nek način do 2 različnih interpretacij zločina. Kako ti to vidiš? Torej, jaz mislim, da je to eden od ključnih prispevkov tudi za razumevanje sedanjega trenutka. Nekaj dejansko tisto, kar dr. Ogrin izpostavi, je, da večina javnosti tega problema, ki je ogromen, ker je dejansko prišlo do
množičnega revolucionarnega nasilja nad lastnim narodom, ne dojema kot problem v tem smislu, kot bi ga dejansko moral, ker to je, lahko rečemo, ključna katastrofa, ključna tragedija slovenske zgodovine, verjetno v celotni preteklosti Slovencev, ki pa ni doživela primernega ovrednotenja pri večini javnosti. Seveda na eni strani so res nekateri, ki, kot seveda tudi sam dr. Ogrin, pa Nova slovenska zaveza, ki predseduje in gotovo tudi del javnosti, dojema ta zločin kot tisto, kar je. Po drugi strani pa je v večinski javnosti prevladala interpretacija, ki jo je nekako vzpostavila Spomenka Hribar, dr. Ogrin jo večkrat sicer omenja, čeprav poudarja seveda, da ni ona zdaj edina nosilka te ideje, ampak to je bila ideja, ki se je pojavila ob njenem nastopu v začetku 80. let, ko je očitno postalo jasno, da se tega čisto prikrivati ne bo dalo. In ta njena interpretacija gre v tej smeri, da so bili poboji zločin, da pa je krivda pobitih nesporna. In tako imamo zdaj problem, da prevladuje tudi v večinski javnosti mnenje, ki ga lahko nekoliko poenostavljeno, pa tudi gotovo malo karikirano izrazimo z stavkom, torej ne bi jih smeli pobiti, ampak zaslužili so si pa. In to, nekateri grejo še dlje, pa rečejo, še več bi jih morali. No, to je potem naslednji korak, ker dejansko dr. Ogrin dokazuje, da ravno zaradi tega napačnega izhodišča, ki ga on tudi imenuje sprava brez resnice, ker bi bilo treba, tako kot on zelo dobro poudari, bi bilo treba te ljudi, ki so bili žrtve, spoznati v njihovi konkretni življenjski situaciji. Torej, kaj so bili tisti motivi ali pa okoliščine, ki so pripeljali do takšnih odločitev, kot so bile pač med drugo svetovno vojno sprejete, in kdo so bili ti večinoma zelo mladi ljudje. Ampak to je vse preprečeno, zato ker so že v štartu označeni kot kolaboranti, kot narodni izdajalci. In imamo to kolektivistično miselnost namesto osredotočenosti na posameznika. Tako, to, kar smo že pri Jakliču govorili. In to dejansko so oni pač kot kolektiv že v štartu označeni, s čimer seveda sta dve stvari omogočeni, torej s tem se ta glavnina teže krivde z storilcev teh povojnih zločinov prenese na žrtve. In obenem je ta smer, ki jo je spostavila Spomenka Hribar, je omogočila seveda, da ostanejo privilegiji, ostanejo družbena razmerja, ki jih je spostavila revolucija, nedotaknjena. Ker ona je že v tistem svojem prvem nastopu je odločno posvarila, da zdaj to ne sme voditi do sovraštva, do komunistov, s čimer se je celo mogoče strinjati. Ampak ne more pa to voditi do tega, kar se je dejansko zgodilo, da ostanejo, kljub temu, da revolucijo na neki načelni ravni ali pa vsaj seveda, temeljni problem, ki ga dr. Ogrin izpostavlja, tudi ta, da so ti poboji dojeti samo kot deviacija od revolucije, ni pa postavljena pod vprašaj revolucija sama. In to je temeljni problem. Seveda, to je temeljni problem, v bistvu je to bil tudi temeljni konflikt že med Kocbekom pa Rožmanom. Takrat je že za vprašanje, ali revolucijo lahko kakorkoli legitimiramo ali pa je ne moremo. Tako da tu je, to se nam tako rekoč vleče, in posledično se to formulira danes, ne bomo zgodovine pisali drugače, ne bomo dovolili, da se zgodovina spreminja in tako naprej. Tako da tu smo morda pol že pri grdini. No in seveda potem tudi kot opozarja dr. Ogrin, ker je pa šlo v to smer, pa se danes dogaja celo ne samo, da se ta nezadostna paradigma, torej
obsodbe revolucionarnega nasilja, brez obsodbe revolucije, še vedno vleče, ampak je seveda pripeljalo do tega, da pa zdaj nekateri poskušajo celo to revolucionarno nasilje že relativirati, oziroma slišimo celo izjave, da bi pa mogoče katerega od teh tudi oni ubili. Celo tako daleč, ja. In to reče nek zgodovinar, akademik. In zdaj, glede na to, da sva prej omenjala doktorja Lamberta Eilhesserja, Ehrlich ni naključna tarča tega besa, še zdaj ne se končno niti ni zdaj, še vedno ne vemo, kje je njegov grob, ne. On celo je imel grob, pa so ga potem izkopali, ne, ampak tu je seveda, ker je ravno Ehrlich svojo genialnost, pa svojo gigantsko postavo je bil takrat izziv za revolucionarje, ne, in seveda ostaja še danes. In zato je tako pomembno, da se ohranja ta njegov sloves narodnega izdajalca. Ker drugače se še bolj izrazito bi se moralo postaviti to vprašanje, zakaj vse te žrtve, oziroma kaj je sploh, ker tega se ne da opravičiti. Recimo reči za Ehrlicha, da je narodni izdajalec, mislim, večje, kako bi človek rekel, kontradikcije si ne moreš predstavljati, če poznaš njegovo življenje, pa kaj vse je za Slovenijo naredil in kaj je dejansko vse žrtvoval, ne. Mislim, niti sledu ni o kakršnem koli izdajalstvu pri njem, ne. In da mu daš tako nalepko, ki se je ne more osvoboditi vse do današnjih dni, ne, to je res, je zločin nad zločinom, ne, zločin nad tem, da so ga ubili, še dodatno zločin nad njim, ne. Ja, dobro, greva naprej, Aleš? Ja, no in potem pridemo tudi do zelo pomembnega področja za slovensko preteklost in prihodnost in lahko rečemo, da članek doktorja Igorja Gredine oboje povezuje, ne, umešča na eni strani slovensko znanost v zgodovinski kontekst, našteva pravzaprav, kaj je vse slovenska znanost v preteklosti dosegla, pa se tega velikokrat ne zavedamo in potem se sprašuje, kako pa je s slovensko znanostjo in sistemom njene organiziranosti danes. Kaj bi pa tu izpostavil? No, meni se zdi že sama izhodiščna teza pri Grdini zelo pomembna, ne, ker on pravzaprav postavi to osnovno definicijo znanosti kot, jaz bi rekel, odprtega sistema, ne, kot nekaj, kar je nikoli ni dokončano in kar vedno znova išče tudi nove rešitve, ampak tisto, na kar on opozori in povezavi tudi s tem, kar smo prej diskutirala, se mi zdi pomembno izpostaviti to, ne, tudi predpostavka v znanosti lahko pride pod vprašaj. Naprimer, ne, zgodovinska predpostavka, da je revolucija nekaj legitimnega in na osnovi tega napisana cela zgodovina. Zgodovinska predpostavka, da revolucija ni legitimna in na osnovi tega na drugače napisana zgodovina, če ilustriram s tem, kar sva prej govorila. In tu se mi zdi, ne, da Grdina seveda je pristaš ali pa zagovornik znanosti kot odprtega sistema, ki se ga ne sme instrumentalizirati, ki se ga ne sme uporabljati za stvari, ki so tako rekoč v nasprotju z ciljem, ki ga znanost ima, ki ga znanost sledi, to je dejansko razvoj, napredek, iskanje novih rešitev, ampak spet ne, to, kar se je z marksistično teorijo vneslo v znanost in se je znanost začela razlagati kot dialektični materializem, kot edina znanstvena predpostavka, ampak kot kontinuiteta. Znanost vedno gradi na tistih spoznanjih, ki so bila dosežena že v preteklosti. In samo če gradi na teh predpostavkah in pa tudi postavlja pod vprašaj in si postavlja vprašanja za vse stvari, za katere dvomi, da še držijo, potem je to prava znanost. Drugače pa seveda govorimo lahko o neki ideologiji, ne pa več o znanosti. In to se je dejansko po drugi svetovni Sloveniji zgodilo. Uporabljala se je znanost tako rekoč zgolj v politične namene, se pravi, da so znanstveniki na nek način postali služabniki sistema. Po drugi strani pa seveda je tudi to, kar je se dogajalo pa
po mojem skozi celotno zgodovino, da si je vsaka oblast, posebej če je bila absolutna in absolutistična in diktatorska, podredila znanstvene dosežke za uporabo svojih ciljev in pa svoje tehnologije, od Hitlerja do Stalina do sodobnih oligarhov, ki ravno tako znanost uporabljajo v te namene. To se pravi, ne znanost, ki bi se uporabljala v službi človeka in človeškega napredka in tako naprej, ampak znanost, ki se uporablja za vse druge stvari, ne. Grdina potem tudi v svoji zaključni fazi, on govori tudi o etiki v znanosti, ne, ravno to je neke vrste to razlikovanje, o čemer sem zdaj govoril. V zaključku pa se potem reče, ne, pravo vprašanje ni, ali bomo v Sloveniji znanost in znanstveno delo organizirali zasebno ali pravno, ali javno, ampak pravo vprašanje je, ali je znanost dobra ali je slaba, ali je poštena ali je pokvarjena, ali je prosta ali je prisiljena, in govori tudi o emancipaciji na tem področju, za razliko od eliminacije. Se pravi, da za njega je pravzaprav v znanosti najbolj pomembno, da gre za neprestano emancipiranje človeka kot subjekta v vseh njegovih dimenzijah in razsežnostih, od naravoslovja do humanistike in tako naprej. Toda tu se zopet, se mi zdi, zelo navezujeva lahko na isto izhodišče, kot ga smo videla prej pri Jakliču, je tudi pri Grdinu. Ne, človek kot subjekt, kot posameznik je postavljen kot tisti, ki bi mu naj znanost tudi služila. Tako da tu se tudi avtorji vidimo, ne da bi med sabo imeli predhodne konzultacije ali naredili nek simpozij, ampak ta skupni imenovalec se vedno bolj pokaže pri vseh, ne. Dobro, Aleš, ti v svojem prispevku greš v analizo celotnega strankarskega življenja po osamosvojitvi, in tisto, kar se mi zdi nekako takoj na začetku ključna tvoja teza, je, da demokracija ni brez strankarskega sistema. Tu si v velikem nasprotju s tistimi, ki bi radi imeli demokracijo samo kot civilno družbo. Kako to vidiš? Ja, no, dobro, to je mogoče, seveda, taki pogledi vedno izhajajo iz človekove lastne izkušnje, in jaz moram priznati, da ko so se stranke pojavile, pa volitve, sem bil na tem zelo navdušen. Tako da to je deloma res moja obsesija, ampak po drugi strani pa, če pogledamo na primer dogajanje v Belorusiji, kjer pa strank ni in kjer že 25 let velja načelo vsi neodvisni, vsi za Lukašenko, potem je to zame dokaz, da je nestrankarska demokracija dejansko absurdna. Iluzija, ne? Ja, in tudi, no, sej, mislim, da smo se tu strinjali tudi glede poplave raznih tako imenovanih nestrankarskih list na lokalni ravni že pred leti. Drugače pa seveda sem jaz trudil izpostaviti 3 posebnosti slovenskega strankarskega sistema, in sicer glede na ostale srednje in vzhodne evropske države predvsem. In zdaj prva stvar, ki je izrazita slovenska posebnost, je, da pride v Sloveniji tako težko do menjave oblasti. Tega recimo razen v nekdanjem sovjetskem prostoru v vzhodnji Evropi ni. To je zbog za 90. leta je bilo značilno, da v srednji in vzhodnji Evropi praktično po vsakih volitvah se garnitura zamenja. To je prva posebnost. Druga posebnost je strategija novih obrazov, ki nas tepe praktično od pojava Janeza Drnovška, ki je bil neki novi obraz, in nekateri analitiki to poskušajo primerjati z pojavi v zahodnji Evropi, z Macronom, z gibanjem Petih zvezd, ali pa z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Vendar je tu bistvena razlika, ker ti novi obrazi imajo samo eno funkcijo, in to je ohranjanje statusa quo. Tega
pri nobenem drugem, tako imenovanem novem obrazu na zahodu ali pa tudi na vzhodu v taki obliki ne bomo srečali. Točno, In zato je pa tudi tako težko dopovedati na zahodu, da pri nas pravzaprav prave menjave oblasti, recimo od leta 2008 pa do leta 2020 ni bilo. Zato, ker je seveda obraz je po vsakih volitvah nov, gre pa za isto vsebino. tako. In pravzaprav, ko gledamo zgodovino že partijske oblasti v Sloveniji, vidimo, da je slovenska partija, pa deloma tudi jugoslovanska, je vsaj tam nekje od Franceta Popita in Andreja Marinca gradila na izrazito nekarizmatičnih, neizrazitih voditeljih, da je na ta način v bistvu ohranjala isto vsebino. Ker zdaj recimo v Belorusiji je relativno lahko videti, da je en človek na oblasti 26 let ali pa v Rusiji 20 ali pa končno na Madžarskem Orban 10 let. In to se vidi iz aviona. Da pa v Sloveniji še vedno ostajajo isti vzorci, pa ni tako razvidno, če imamo vedno novo stranko, ki potem na zunaj tudi kakšne različne poudarke. In to je res, se mi zdi, velik uspeh teh postkomunističnih struktur, da so potem, ko so videli, da recimo, če gradiš na prevladi ene stranke, kot je bila liberalna demokracija, da potem se ljudje na neki točki tega nasitijo, in potem so ploščo zamenjali. In pa še tretja posebnost, ki se mi tudi zdi zelo tragična, je pa to, da je dejansko ta postkomunistični blok je uzurpiral v slovenskem političnem prostoru tisti prostor, ki bi dejansko pripadal razsvetljenski, liberalni tradiciji. Seveda nikjer v srednji in vzhodni Evropi liberalne stranke niso take, da bi lahko imele recimo politično večino ali pa da bi bile najmočnejše stranke. Ampak v Sloveniji je ta prostor že zelo hitro zasedel postkomunistični blok. In to se mi zdi zelo tragično in tudi zelo negativno, ker oni zdaj dejansko nastopajo kot dediči in varuhi te razsvetljenske tradicije. Imajo pa po drugi strani težave z svojim odnosom do komunističnega totalitarizma. Celo v zadnjih 10 letih vidimo trend, da se nekoliko sramujejo te liberalne nalepke, ker so nekako ugotovili, da liberalizem in apologija povojnega sistema vseeno ne gresta najbolj skupaj. Se mi zdi, da je tu ključnega pomena tista študija Tomaža Mastnaka, ki je potegnil ravno črto od liberalizma do fašizma. In da zdaj, oziroma od liberalizem, fašizem in neoliberalizem. Češ, da je dejansko liberalizem omogočil fašizem. To se mi zdi potem neki miselni preobrat. Ampak, se pravi, je tu v zahodnji Evropi velik problem, ker so večini teh postkomunistov odkupili ta liberalni preobrat, ki pa seveda ni mogel biti iskren, ker ni vključeval ločitve od nekdanjih pogledov. Ne vem, koliko smo še časovno, ampak verjetno bomo morali počasi zaključiti, tako da ne bi jaz še te naprej pod vprašanj postavljal. No, kot je posebnost strankarski sistem, je pa na nek način v Sloveniji tudi položaj katoliške cerkve posebnost v tem srednjeevropskem prostoru. Ti si razmišljal o verski svobodi in o položaju katoličanov, predvsem v Sloveniji, in kaj so pa tvoje glavne ugotovitve? Ta posebnost se začne pravzaprav že med obema vojnama, kjer prihaja znotraj katoliške skupnosti do dveh, bi rekel, vsaj v glavnem različnih struj, Pardon. Ena, ki jo simbolizira Edvard Kocberg in krščanski socialisti, ki je bila zelo odprta in dialoško razpoložena tudi do levičarjev, in po drugi strani to, kar smo že danes tudi govorila, je tu recimo Ehrlich, so mladci stražarji in tako naprej, ki so seveda izraziti antikomunisti. Potem znotraj seveda vsega tega prihaja do notranje polarizacije v cerkvi. Ta polarizacija seveda kulminira v času druge svetovne vojne
kjer imamo na eni strani zopet krščanske socialiste s Kozbekom na čelo, ki grejo v Osvobodilno fronto, na drugi strani so tudi večinsko vsi partizani, tudi katoličani, ne. Potem pa imamo seveda druge formacije, ki se začnejo od tega, da so se ljudje začeli kot vaške straže in tako naprej opirati revolucionarnemu nasilju in potem kulminira to seveda tudi v neki vojaški formaciji, ki jo poznamo pod imenom domobranci, ne. Tako da ta razkol, ta razcepljenost, ne, v katoliškem taboru, tako politična, kot vojaško-strateška, kot ideološka, kot kulturna, ne, se nam je v bistvu zgodila že pred vojno in pa med vojno. Potem se pa ta zgodba seveda tudi nadaljuje, ne, zato ker tudi po drugi svetovni vojni imamo po eni strani znotraj klera, ne, tisti del klera, ki tako rekoč podpira in paktira z komunistično oblastjo in pa z socialistično ureditvijo, in pa drugi del klera, ki je seveda izpostavljen šikaniranju, preganjanju in tako naprej. Zdaj, če tako kot si ti tudi, jaz sicer tega v tem članku nisem toliko izpostavil, ne, ampak tako kot si ti recimo postavil tudi v ta srednjeevropski kontekst svoj pogled na politične stranke, lahko rečemo, ne, da mi smo tudi, kar se tega tiče, zelo posebni, da nimamo v nobenem škofu po drugi svetovni vojni simbola odpora, kar ga imajo recimo, ne, Višinski na Poljskem, potem Vincenti, Tomašek na Slovaškem, Vincenti na Madžarskem, potem Stepinac na Hrvaškem in tako naprej. Ne. Kamorkoli pogledamo okrog nas, ne. Ja, mogoče deloma Anton Volk, pa še to ne. Deloma Anton Volk, ampak vendarle Volk ne nastopi po drugi svetovni vojni, ni tisti, ki bi na nek način to kontinuiteto Rožmanovo lahko naprej peljal. Tako da tu se na nek način ta kontinuiteta prelomi, ne. No, če smem, je tudi bistvena razlika, recimo vseeno Stepinca pokopljajo v zagrebški stolnici precej slovesno, medtem ko Udba zasliši celo tista dva duhovnika, ki sta se edina upala zvoniti za Rožmana. Za Rožmana, ja. Medtem ko Volk pa tega niti objavil, ker so mu pač rekli, da... Ja. Jaz vem, da moj župnik v Ljutomeru je dal zvoniti, pa zmolo je zjutraj pri maši, pa je bil čez 2 uri na Udbi zaradi Stepinca, ne. Za Stepinca. Zaradi Stepinca, ne. Niti ne zaradi Rožmana. Ne zaradi Rožmana, ne. Tako da, no in potem seveda vprašanje verske svobode v tej zgodovinski podlagi v 30 letih, pred 30 leti, ko pride do samostojne države, postane seveda sestavni del človekovih pravic in na nek način tudi verjamemo in upamo, da se bo to dejansko naprej tudi drugače uveljavilo in da bomo tu naredili nek generalni in globalni premik. Seveda je treba reči, gotovo, da je drugače danes, kakor je bilo pred 30 leti, ne, o tem ni nobenega dvoma, ampak odnos med cerkvijo in državo ni urejen na večjih področjih, ki se mi zdijo, da so ključna za to, da bi nastalo neko razpoloženje, v katerem ne bi mogli več zlorabljati cerkve v politične namene. Posebej še, ko gre za volitve in tako naprej. In to je, da bi bili urejeni finančno-gospodarski položaj cerkva in verskih skupnosti v Sloveniji, kar do danes ni urejeno. In po mojem globokem prepričanju do tega ni prišlo zaradi tega, ker so postkomunistični politiki želeli ohranjati to strategijo korenčka in palce, ne. In ta strategija korenčka in palce se na nek način vleče vse v naš čas, ne toliko recimo z nekimi sankcijami na duhovnike in tako naprej, ampak se vleče v naš čas predvsem s tem, ne, če se kdo v cerkvi oglasi za določeno politično opcijo na neprimeren način, potem bo seveda medijsko ali napaden ali diskreditiran ali pa tudi moralno celo diskreditiran. Tako da ta zgodba, ne, je dobila nek prenos
bi rekel, bolj na to medijsko javno področje, kjer gre, in o tem nazadnje pišem v svojem članku, za moralno diskreditacijo, pa naj si gre tu za recimo pedofilske zgodbe, naj si gre za zgodbo mariborskega finančnega problema in tako naprej, kjer se je nek problem, ki je realen problem, ki se ga seveda v neki normalni družbi je pravilno, da se ga sooči z njim, da se razčiščuje, ampak se ga v bistvu uporabi tudi za to, da se diskreditira cerkev in da se s tem tudi slabi njen položaj v družbi. Da pa bi te mogoče še vseeno vprašal, ker si tako lepo si predstavil ta razkol med katoličani. Kako je pa zdaj s tem razkolom znotraj same katoliške skupnosti? Sicer vem, da se o tem v Sloveniji zelo malo govori, tudi iz pastoralnih razlogov, seveda to ni ravno nekaj, ampak ali je presežen ali pa še obstaja? Zdaj, kar se tiče tega, rečva, ideološko-političnega razkola, ki se je vlekel vse recimo v 80-90 leta, zadnji, ki to simbolizirajo, bil škof Grmič. Vemo, da recimo je ob Grmiču prišlo tudi do polarizacije, tudi nas klerikov, eni, ki smo bili kritični do njega, drugi, ki so mu bili zvesti oprode in zavezniki. Ta polarizacija je izgubila moč z njegovo smrtjo, sigurno. Odnosi med kleriki so, kar se tega tiče, mislim, da zelo normalizirani, niso pa artikulirani problemi. In to, da niso artikulirani ti problemi in da ni jasna pozicija tudi glede, niti jasna raziskave ni še narejene, zgodovinske raziskave, kaj je pomenilo recimo v času 70 let samoupravna teologija ali teologija samoupravljanja, da te stvari niso artikulirane in izrečene in tudi ni potegnjena neka črta pod njimi, to ni v redu. To ni zdravo, to tudi za pastoralo danes ne predstavlja, bom rekel, ključnega problema, latentno pa je navzor. No, ker ravno to absurd, na katerega so bolj hrvaški cerkveni zgodovinarji opozorili, je bilo v tem, da v 70 letih ta odnos med cerkvijo in državo na najvišji ravni je veljal za zgled v srednji in vzhodni Evropi, tudi obisk Tita pri papežu in tako dalje, ampak po drugi strani pa je položaj navadnega vernika bil pa ravno v 70 letih najslabši. Najslabši, ja. Tu smo tudi pri problemu, jaz se tudi tega dotaknem, ostpolitik, tako imenovane vatikanske vzhodne politike, ki je z potem prihodom Janeza Pavla II. Doživela dejansko poraz, na nek način lahko rečemo. Janez Pavel II. Je tu imel drugačno stališče, dialog ampak ne z nekimi kompromisi glede vprašanja, kaj je res pa kaj ni res. Tako da z tega vidika je prav prihod Janeza Pavla II. Na položaj papeža bil ključnega pomena za razčiščevanje tudi te pozicije cerkve kot vrha cerkve, Vatikana in svetega sedeža do totalitarnega sistema, do Rusije in tako naprej. Tako da to je zadeva, ki mislim, da tudi se ob 30-letnici družbenih sprememb v celotni Evropi, ne samo v Sloveniji, premalo izpostavlja, kakšen ključni delež je imel Janez Pavel II. Sinoči recimo sem videl pri Odmevih, so pokazali 100-letnico Faleža, so intervjuvali njegove sinove, Falež je bil eden od ključnih akterjev v Vatikanu, da je Vatikan slovensko državo tako hitro priznal, in so pokazali fotografijo, ko kardinal Sodano svojo kardinalsko kapico da Faležu na glavo in hoče s tem simbolično povedati, vi ste imel več besede pri papežu, kakor pa mi kardinali. Ampak ta simbolika se mi je zdela izjemna, to nisem vedel, da se je to sploh zgodilo. Ker dejansko Janez Pavel II. Je bil papež, ki je v tem primeru bolj prisluhnil nekemu Slovencu,
ki je poznal razmere, kakor pa celi svoji diplomaciji v državnem tajništvu. Ker recimo to, da je Sveti sedež priznal Slovenijo pred tem glavnim valom priznanj, to je absolutno zanikanje in vzhodne politike in dejansko tradicije politike Svetega sedeža. Taki precedens, da večjega ne more biti, ne, zato je tudi seveda vse to, kar se dogaja po osamosvojitvi in po priznanju, ta odnos slovenske države do Svetega sedeža dostikrat prav mizeren, ni vreden suverene drže. Ja, ampak je tudi to seveda ena taka res slovenska posebnost, ne, tudi ti globoki predsodki, ne, ki so tu na delu. Ja. Tako. Bomo počasi zaključila, najbrž, naj čas je okrog. Jaz še bi morda, če dovoliš, samo naredil malo še reklame. Tako. Mislim, da smo nekaj apetitov sva zbudila. Upam, da smo zbudila nekaj apetitov. Knjiga je dosegljiva preko spletne strani Mohorjeve družbe. Nažalost, seveda, trenutno se to fizično ne da distribuirati, da bi hodil v trgovine in tam kupoval, ampak upamo, da bo prej ali slej tudi do tega prišlo. Pa da bomo spomnali tudi kako predstavitev v živo. V živo bodo tudi še predstavitve, tako da midva sva odprla to zgodbo in upam, da bodo te predstavitve šle naprej. In tudi diskusije, ki se kažejo, da so pomembne za osveščanje slovenskega človeka. Da bomo počasi postrgali lepilo. Ja. Tako, dragi cenjeni gledalci, še enkrat izražam upanje, da sva vas vse malo navdušila za to knjigo. Seveda je v njej še veliko več zanimivih prispevkov, tudi več zanimivih avtorjev in avtoric. Mislim, da nisva pozabila, a sva omenila, da je ta knjiga nastala kot skupni projekt Celjske Mohorjeve družbe in Zbora za republiko. V imenu založbe je uredila Saška Ocvirk, ti si bil pa dejansko spiritus movens in se ti tudi zahvaljujem za pobudo, za današnji pogovor in tudi za to, da sva ga izpeljala, kot sva ga, malce drugače, kot so klasični pogovori. Mislim pa, da smo s tem tudi dobro začeli obeleževanje 30. obletnice slovenskega plebiscita in seveda vseh osamosvojitvenih dogodkov, ki so dosegli potem nekakšen vrh ravno z mednarodnim priznanjem 15. januarja 1992 oziroma že 2 dni prej s priznanjem Svetega sedeža, ki sva ga tudi omenila. Tako da, Ivan, najlepša hvala. Hvala tudi tebi. In hvala vam, dragi gledalke in cenjeni gledalci, za pozornost in vas vabimo v našo družbo ponovno ob podobnih priložnostih. Pa upam, da bo tudi možno spet z več gosti v studiu nekoč. Pa voščima še lep advent, pa božične praznike, pa lepo praznovanje plebiscita. Tako je, vse to. In lep pozdrav in nasvidenje.